Videla sem, da tudi v prejšnjih življenjih skupaj, Andreja, ne? Ja, Saj sem tako občutek, sicer nisem še videla tega, ampak se mi zdi, da sem bila, ne? ne vem, da nisi bila tista, ki me je davila v tistem, ki smo videli, ki me je držala za vrat, ne vem. Upam, da ne. Bomo pa vse videli še. Kako si, Andrej, povej mi malo. Kako je tale naša delavnica, no? Ti je všeč? Težka, ja, ampak še ne je v redu, je všeč. Ja. Super, ja. Je, se pravi, naporno, no, ampak dogaja, tako da kar prihajajo neke stvari ven. In od kje prihajajo ven? Z preteklosti, z otroštva? Večinoma je sicer tudi bila moja namera taka, da delam na otroštvu, no, tako da prihaja kar od tam, no. Mislim, prihajajo stvari, nisem niti uspel dosti spustiti, no, ampak vidim vedno več nekih, kaj je moje, kaj ni moje. Dejansko tako da lahko pol ločim, ne, da pol vidim, kaj sem dejansko dobil od staršev, kaj sem si sam naredil, kakšne vzorce sem si sam v bistvu naredil, kaj sem od njih dobil, tako da je potem vse skupaj lažje, mislim, razumeti, ne? Ja, je lažje razumeti in potem tudi lažje neke stvari spustiti, ker vem, da niso moje, no. Oziroma vem, da mi bo lažje, ker vem, da pač jih imam, sem jih podedoval, ampak da to ni moje, no. Da je to od nekoga drugega. Ja, velikokrat je tako, da je res veliko stvari je od staršev, ne, tako kakor vidimo, pa ko ozaveščamo. Zdaj nekaj je tudi našega, ampak se da to vse presež, spremeniti, ne, se da. Pravijo, no, prej je bil Igor moj sogovornik tudi, je rekel, da je delo na sebi težko. Zakaj bi rekel, da je težko? Ja, vse ima prav, zato ker je v bistvu tako, najtežje je priznati, da dejansko samemu sebi, da nisi glih popoln, ne. To je tisto najtežje, kar je priznati, ker najlažje je videti, mislim, itak smo tako naštimani, narejeni, da pri drugih vse vidimo, kaj je narobe, ne, pri nas, tudi če vidimo, ne bomo priznali, ker je dejansko to najtežje, ne. Tako. Najtežje je priznati, da to sem jaz, da neke stvari sem dobil od drugih, ampak da tudi ogromno stvari sem si sam skozi pač tekom življenja, neke, bom rekel, blokade, vzorce, mogoče bolj blokade kot vzorce, no. Ti čutiš bolj blokade? Ja, v bistvu. Tako energijske ali fizične? Neke blokade, mislim tako, mislim bolj energijske, ki se mi potem sicer tudi poznajo na fizičnem telesu, no. Bolj v tem zaporedju, niti ne neke fizične blokade, ker če vse, kar sem si dal v glavo, da bom naredil na fizičnem telesu, je pri me tudi ratalo, ne, tako da na temu niti ni, no. Ampak blokade mogoče bolj zaradi nekih tudi vzorcev, ki sem jih dobil, neke vzgoje, ki sem jih dobil, pač tudi nekega okolja, v katerem sem rasel, ne. Sem si pol tudi neke blokade sam naredil, ne. Tako da to. In to je tudi mogoče najtežje priznati, da, ne vem, 80% teh blokad, ki jih imam, sem si jih naredil sam, sicer na podlagi nekih vzorcev, neke vzgoje, ki sem jih dobil, ampak je to moje, ne. Zdaj mi, da se poznava že koliko let, ne 3-4 leta, ne, a 5? 5,5. 5,5, gre hiter čas, mama mija. Ok, 5,5. Zdaj, a bi rekel, da si napredoval v teh 5 letih in pol, kar hodiš k meni na delavnico? Definitivno, ja. Aleluja, hvala Bogu, če ne bi se zdaj zamislila. Ja, ne, praktično, če ne bi napredoval, tudi najbrž ne bi ustrajal toliko časa. No. Ja, to je res, ja. Tako da, v To bistvu, se moram pohvaliti, da si zelo discipliniran, oziroma prideš vsak teden skoraj, wow, to pa res. tako da, Se pravi, je napredek, je, da čutiš. ja, vsekakor. Najbolj da čutiš. Odnosa do sebe recimo, ali se ti kaže kot fizično, da se boljš počutiš, ali do drugih? Po moje, vsega pomalem, no. Vsega pomalem, zato ker mislim tako, itak najprej do sebe, ne, ker če ne čutiš do sebe, pa tudi drugih ne moreš nekaj čutiti, spremeniti in tako. Drugače pa kaj sem, mogoče zaenkrat bolj na energetski ravni, no, ker na fizični sem pač imel pluse, minuse, vzpone, pace, ne, ampak ja, se pravi, ne bi toliko časa ustrajal, če ne bi čutil, da se v bistvu nekaj spreminja, da nekaj
Ne. Je pa res, da na fizični ravni se mi je tudi poznalo neki padci, zato ker je tudi na energetski začelo točen kup stvari prihajati ven in tako in potem normalno, ne, dokler to sprocesiraš, predelaš. Tako, res je. To ni kar tako, ne gre čez noč, ne, res Ja. je. Ko energijsko začneš nekaj pucati, pa se tudi fizično spucaš, tako jaz vidim, da je to ful povezano. Ja, pa tudi lahko, dobro, pač sem imel še tudi druge stvari, ne, ampak tako, se pravi, ko ti začnejo neke stvari prihajati ven, ko začneš ozaveščati, normalno, ne, lahko tudi zdrsneš nekam dol, ne, je pa potem samo stvar tega, ali ustrajaš in to predeluješ in greš dalje, ali pa pač... Ali pa? Ja, recimo, v najslabšem primeru, da ne bi nič čutil, no? Ampak se pravi, če ne bi nič čutil, najbrž po par mesecih bi končali naše druženje. Ne? Ja, res je. A bi tukaj na tej točki rekel, da recimo, da imate moški težje prijeti do občutkov, kot je ženske? Ko se pogovarjamo več časa, ne, da dejansko ženske se hitreje zjokamo, moški pa... Jaz mislim, da imamo mogoče bolj, ja, mogoče teže, da pridemo, ampak se mi zdi, da tudi če pridemo, da teže izražamo. Bolj to se mi zdi. To je bolj, ja. Ja, ker jaz dosti krat tako, ko delamo, sploh to, kot smo delali danes, ne iz oči v oči, dosti krat pridem do nekih občutkov, zato ker itak imaš človeka pred sabo, ne? Itak je to tudi ena najtežjih stvari, da nekoga drugega gledaš, moraš gledati toliko časa v oči. To je tudi ena od stvari, ki jih recimo še pred par leti mogoče 2 sekunde bi zdržal in pol ne bi mogel, ne? Ampak dejansko ti nekaj pokaže, nekaj vidiš in tudi čutim. Sam tako bolj vidim, da ni toliko občutiti, pride do tega, ampak izraziti. No? Izraziti. Bolj kot drugo. Ja, zanimiv pogled. Katera tehnika ti je najbolj všeč od teh, ki jih delamo pri nas z energijo živim? Katera je tista, ki ti največ da, ali pa ti je najbolj tudi tako všeč? Tako, zdaj, če gledam, kaj mi je najbolj všeč, v bistvu ne morem reči samo ena. Mogoče najbolj všeč so mi, ko delamo komore, no? To bom rekel, to mi je res najbolj. Drugače recimo delfinska tehnika, rebirthing in komora, no? Te 3 so mi nekje najbolj všeč, čeprav delfinska moraš biti kar šiba, no? Je pa tako, moram reči, da tudi odvisno od počutja, no? Ker če pride nek trenutek, ko mogoče moram nekaj predelati ali moram nekaj spraviti ven, pač je odvisno od trenutka, no, kakšna tehnika je za tisto, kar rabim najboljša. Se pravi, v bistvu dobro, da delamo zelo raznolike tehnike, a ne? Tako, mislim, da mi je všeč to, pač je res, da smo mogli priti vsi do neke ravni, ampak da delamo tudi tako, recimo kot zdaj, ne? Sonjo ste napisali nek program, ampak pol zjutraj vidiš, da pa mogoče bi rabili nekaj drugega, pa da delamo dosti tudi po občutku, no? Tako, po energiji, ne? Po naši energiji se to je smisel vsega, sam res, ja. Ker je ravno to, kar smo se pogovarjali, je brez veze, da delaš nekaj, zato ker pač smo se tako zmenili, ne? Da izsiljuješ tisti trenutek nekaj, kar mogoče ne bo imelo takega efekta, kot bi lahko imela neka tehnika, ki bolj paši za tisto trenutno energijo. No? Ja, res je. Zato je tako, vse je tako, kot mora biti, ne? Pol na koncu. A bi priporočal naše delavnice z energijo živim drugim, oziroma zakaj bi jim priporočal? Kaj bi lahko rekel, da delamo kle pri nas? Sem tudi že priporočal, no, hvala. Tako da povem iskreno, je pa tako, pač jaz zmeraj povem, ne, mogoče še pred 3-4 leti sem rekel, pač delam nekaj, ne, nima veze, kaj delam, danes mi o tem ni problem govoriti, kaj delam, ne, v bistvu kaj delamo, tudi konec koncev, s kom se družim, zakaj se družim, kaj delamo, zakaj delamo, bolj to potem puščam, da vsak, no, ravno zato to, kar delamo, da vsak pride sam do tega, da se potem odloči, a bo prišel, ne bo prišel. Je pa tako, no, priporočam zato, ker dejansko, ne vem, jaz čutim, da mi pomaga, da dejansko brez prebijam neke blokade, neke vzorce, oziroma sem na dobri poti do tega, da... Ja, si, res. Zdaj, ko se pogovarjajo, prav čutim, koliko si napredoval v teh 5 letih. Res. Wow, bravo. Hvala, ker mi zaupaš tudi.
in ko si prišel na to delavnico, klele gor v Pohorju, prekrasno nam je. No ja, včeraj nam ni bilo tako fajn, ampak danes je že vse sprostilo. Ne? Ja, je tako, moram tukaj povedati eno stvar, ki sem imel enega profesorja, ki je to dobro rekel. Magari je rad pil, ne? In ko je kaj spil, bil najboljši, ampak je zmeraj rekel, on je sicer za nekaj drugega to uporabil, jaz bom za to, kar delamo mi, da v bistvu ni slabih dnevov, so samo manj dobri. Ja, dobri, evo, manj dobri. V redu, super, to mi je všeč. Imamo zmeraj dobre dneve, samo nekateri so bolj dobri, drugi so manj dobri. No? Zdaj bomo rekli tako, Ja, zdaj naprej paste, kaj in govorite. še da navežem, glede na to, da smo rekli, kam bo šel naš fokus, ne, mora iti zmeraj v dobro. Ne? Tako je, res je. Naš Ja. fokus gre zdaj vedno bolj v dobro, Dobro. oziroma če se le da, da vam Tako. pridemo. Hvala ti, Hvala da si tebi. prišel in ker si v bistvu povedal, no, kaj čutiš od teh naših stvari, delavnic in tehnik in vse. Tako da hvala. Hvala tudi tebi. In čau. Čau.